A rabite telefon, ki zmore vse? Ja. A rabite telefon, pri katerem vas ne bo rabel nič skrbeti? Ja. No, ajde, ne bi boste rabili paziti in to, da ga ne praskate. A rabite telefon, ki dela top video v pravih formatih in visoki resoluciji. A rabite telefon, ki se ne segreje preveč ob težki obremenitvi. Ja, potem ste kliknili na ta pravi video, bravo! Danes vam bova predstavila oba Pro modela letošnje iPhone 17 serije. Že res, da zmoreta ogromno in na papirju delujeta neustavljiva. Ampak zaradi teh super speksov na papirju res bolj splača kupiti 17 Pro ali pa 17 Pro Max, kakor pa navadno 17. Na to vprašanje bo odgovorila čez ta celoten video. Pa sva končno po parih mesecih v studio dobila še ta velike dva, oziroma ta glavne dva modela iPhone 17 serije. To sta iPhone 17 Pro in 17 Pro Max, torej top of the top. Najboljša modela, ki jo ponuja Apple. V bistvu nama zdaj od vseh letošnjih iPhonov v portfelju manjka samo še R, ki upava, da ga mogoče tudi malo dobijo v avgustu. Pred parimi tedni sva sicer v studiu imela navadno 17, ki sva jo zelo pohvalila. Povezava do videa v njej je v opisu, tako da res skočite pogledati. Če res na hitro povzameva, sva zanjo rekla, da ima 99% šanso, da bo naj-MVP telefon leta, ker za dobro ceno dobite super ekran, odlično baterijo, ki se dosti hitro pila in odlično kamero, prav tako pa ima večjo osnovno notranjo shrambo napram lanski let. Torej, ful je napredkov že pred lanski 16. V glavnem, navadna iPhone 17 je res zelo dober telefon, ki ga lahko kamot priporočiva 95% gledalcem tega najnega kanala. Ampak zaradi vseh teh superlativov se postavlja neko logično vprašanje. Ja, za koga pa sploh sta iPhone 17 Pro in Pro Max? A imata sploh kaj takega, da jo je vredno kupiti? Ja, odgovor je ja, imata, res imata. V bistvu imata novejši, ampak ne nujno lepši dizajn, z večjima baterijama, prav tako imata večja zaslona in še dodatno telefotokamero, ob tem, da ima glavna večji fizični senzor, čeprav ima tudi tle samo 48 megapikslov. A ja, pa še to. To sta prva iPhona z hladilno komoro, ki jo imata noter vgrajeno, ki poleg aluminijaste šasije, na katero so se vrnili iz titana, pomaga hladiti telefon. Poleg tega imate zmogljivejši A19 Pro čip in lahko snimate video v profi formatih, kot so LAW, ProRes in ProRes RAW. Prav tako imate hitrejši USB-C vhod za prenos podatkov, boljše zvočnike, senzor LiDAR za hitrejši fokus in valjda tudi višjo ceno. V glavnem imata cel kup stvari, zaradi katerih se na prvi pogled mogoče zdita vredna višje cene. Ampak, a bo te dodatne in boljše spekse dejansko izkoriščal običen folk, ki ne ustvarja vsebin, oziroma ni nek grafičen oblikovalec, fotograf ali forum gamer, se splača kupiti 17 Pro in Pro Max, dajmo ugotoviti skupaj. Prva stvar, na katero se bomo sfokusirali, je ta nov dizajn. Nobena skrivnost ni, da niso velika fana tega dizajna pri teh dveh telefonih. Ja, Apple je res da spremenil dizajnerski jezik, ki ga je nekako držal vse od 11 dalje. Tako da je razširil štedilnik na hrbtišču, da se zdaj pokriva celo vrhnjo četrtino telefona. Ne narobe razumeti. Razumeva, zakaj so to naredili. Da so preselili komponente iz spodnjega dela telefonov in tako naredili plat za večji bateriji, ki sta zdaj pri 17 Pro velikosti 3998 mAh, pri Pro Maxu pa 4823 mAh. To je res pohvalno. Res je super, ker je zmeri fajn imeti večjo baterijo na telefonih in na teh dveh telefonih sta brez dvoma vrhunski. Kakor pa ste videli kasneje. Sam ta kamera platov, oziroma po domač ploščad za kamere, kot je v svojem stilu poimenoval Apple, res ni. Ja, v okusih se kao ne so. Sam deluje res razvlečena, brez neke dodane vrednosti, razen da zavzema plac na zgornjem modelu telefona in je dodatna podlaga za praske, o čimer bo tudi kasneje rekla. No, ok, kakor je Andraž rekel, so noter določene komponente, ki so bile prej niže. To je cool. Sam recimo, Xiaomi je pri svojem 17 Pro Maxu v to ploščad dodal še en mini ekranček, da se lahko gledaš predokaj slike na hrbtnih kamerah, ko delaš selfije. Tukaj pri 17 Pro modelih je pa ta ploščad sem tle. To je najino mnenje. Ja. Veva, da ni nujen, da se boste z njim strinjali, lahko pa vsaj na spodnjem delu ploščadi postavite kazalec, ki vam bo pomagal držati telefon, če boste telefona naokoli nosili brez ovitkov. Ampak kontrenta, Andraž. Res tukaj bolj, da se ostava, preden koga preveč užalva. Tako da dajmo zdaj pustiti tukaj oblikovni jezik dizajna in se usmerimo bolj v strukturni dizajn Pro modelov. Ja, ta telefona sta vse, kar njun polbrat Air ni. Sta debela, trpeža, skoraj da ne spominjate na tiste
kolcarske Caterpillarjeve telefone, ker delujeta kot tank in tudi ko ju rokujete, imate tak feeling, da sta zajetna. Čeprav na prvi pogled maybe izgledata čipi plastična, sam res nista. Tehtata pa 206 in 233 gramov, tako da tudi med telefoni nista glih Victoria's Secret angelčka. Imata pa letos 17 Pro modela Unibody, dizajn iz aluminija, naokoli edino vmes je malo del hrbtišča, ki je mat in drugače obarva iz stekla, da se phone lahko brezžično pila prek MagSafe tehnologije, ker to prek aluminija pač ne gre. K debelosti telefona pa pripomore še ta parna komora, ki je prvič vgrajena v iPhone in to je kar big deal. S pomočjo te komore telefona še dodatno odvajata toploto in na ta način uravnavata temperaturo pri grafično zahtevnih opravilih, kot je igranje iger ali pa daljše snemanje videov. Rekla sva dodatno, ker to vlogo primarno upravlja aluminijasta šasija telefonov. In za vse tiste, ki ste pozorni in malo bolj redno spremljate svet tehnologije, bolj boste vedeli, da je Apple od 15. linije naprej pri Projih kot material uporabljal titan. To je isti material, ki se uporablja tudi pri raketah, v čemer so tudi full big deal 2 let nazaj še delali. Še prej so pa sicer od iPhone 10 linije uporabljali nerdeče jeklo in še proti aluminij. Drži davo, ja. Torej, zakaj si je Apple vrnil nazaj na aluminij, če so ga že 8 let nazaj zamenjali z močnejšimi materiali? No, zaradi dveh stvari. Prvič, aluminij je lažji od nerjavečega jekla in titana, kar pomeni, da bi mogel biti telefon, ki je izdelan iz njega, v rokah bolj prijeten za uporabo. Načeloma. In drugič, aluminij boljše odvaja toploto oziroma jo prerazporeja, kakor pa nerjaveče jeklo ali pa titan. Ker je bil fokus od Apple letos na dolgoživosti baterije, so valjda dali prednost aluminiju. Drži. Tako da samo iz tega vidika je nekako to napredek, čeprav dejansko res ni. Pa tudi, če Apple to v svojem marketingu obrača po svoje in hoče drugače pokazati. Dejstvo je, da je aluminij v drugih pogledih manj premijski material od tistih dveh omenjenih. Tako da, vse ima svoje prednosti in slabosti. Prednost aluminija je recimo to, da se ga da zelo lepo barvno obdelati s procesom anodizacije, zaradi katerega imata telefona več barvnih opcij, med njimi tudi tale oranžna, ki ima Davor pri 17 Pro Maxu in Apple je res sprejel odločitev. Še enkrat, gneva, da se ponavljava. Vse je star okusa, sam tale oranžna res gleda, kada je šla iz Telemachove reklame ali pa iz Stranger Things, ki se dogaja v 80-ih letih, ker ta barva res izhaja iz te periode. Ampak veliko več kontroverznosti kot oranžna barva so naredile objave, da se barvna oksidna plast od projev lažje obdrgne oziroma da se ima lažje odlušči, barva pa da se hitro spraskata. Koliko je ta pojav celo imel Scratchgate, kakšno je najno mnenje glede tega? Najlažji bitek nam je bilo tako, da skočijo na vagon in kurcava Apple, kot klasično, ampak bo tukaj le presenetila, pa v njihov zagovor povedala, da je bilo že veliko telefonov narejenih iz aluminija, ki so imeli isto težavo. Tako da to ni nek nov pojav, ki je bil prisoten sam pri 17 Pro linijah oziroma modelih. Telefona se bosta obkrušta, še zlasti na robu ploščadi za kamere, sploh, če ne boste imeli gor vitka in če boste imeli zraven v žepu ključe ali pa druge ostre kovinske predmete, recimo kovance. Zato vam pa cel cajt pravova. Furajte na telefonih zaščitne ovitke, pa boste lahko to umili oziroma preprečali. Easy peasy. Zdaj pa pojdimo na sprednjo stran telefona, torej zaslon in izkušnjo gledanja vsebine na njem. Če je zadnji del malo bolj občutljiv na praske, pa imate sprednji res zelo trpežen Ceramic Shield 2 zaslon, ki ima zdaj še antiodseven premaz, ki je zelo prikladen, če gledate vsebino na prostem. In verjemite, hotel boste vsebino gledati na teh dveh telefonih. Njuna zaslona sta velikosti 6,3 inča oziroma 6,9 inča, sta LTPO Super Retina OLED s 120 Hz osveževanjem, svetilnostjo do 3000 nitov, prav tako pa imata oba tudi novo funkcijo ublažitve utripanja zaslona, ki nadomesti klasičen PWM dimming zaradi večje udobnosti gledanja. Izkušnjo gledanja video pa dopolnjujeta še zvočnike na obeh straneh, ki sta vrhunska, sigurno boljša od obične 17-ke. No, danes sploh tukaj ne govorimo, prosim ne. Treba je reči, da so tudi Pro Maxovi zvočniki boljši od Proja, ker sigurno pride do izraza tukaj ta razlika v velikosti. Drugače pa se 17 Pro in Pro Max realno razlikujeta sam po velikosti zaslonov in baterij, vsem ostalim sta si praktično identična, če osnovna konfiguracija je pri njima enaka. 12 GB RAM in 256 GB notranjega spomina. Tako da, če hočete pa šparati cash, se vam bolj splača vzeti 17 Proja, ki pri osnovni konfiguraciji pri Telekomu Slovenije stane 1500 €, medtem ko Pro Max stane 1650 €. Torej 150 € razlike, kar spet ni tako malo. No, ker smo omenili, da je razlika med njima pri baterijah, moramo reči, da obe zdržita noro dolgo. Pa čeprav sta litij-ionski, ne silikonsko-ogljični.
Mislim, če res niste nek zahteven uporabnik, cel dan na telefonu, igra grafično zahtevne špile ali pa tudi edita noter na telefonu in dela kakšne zahtevne renderje, pa vam ta dva telefona komot zdržita 1,5 dan, sploh Pro Max. Drži. Če ste recimo v službi, vmes malo pogledate družbena omrežja, preberete novice, spustite SMS-e, opravite klice, ta dva telefona res lahko zdržita s to baterijo. Sploh, če je večino časa samo na mizi, ker v standby načinu so iPhone-i vrhunski zdržane baterije. Ja. Če pa vam že glih zmanjka štroma, jo pa lahko nafilate v 20 minutah do 50%, če imate 40W hiter polnilec, ali pa v pol ure brezžično s 25W polnilcem. No, vse te super stvari pri bateriji pa so možne zato, ker imata 17 Pro in Pro Max v sebi energetsko učinkovit 3nm A19 Pro čip. Ta je vrhunski, top of the top, na vrhu Snapdragonom. Kakor lahko vidite iz rezultatov benchmarkov na zaslonu, je sploh na single core scoreu zelo močen. Na multicore scoreu je pa tam z mojo S25 Ultra, kar je Apple prav, da cca 20% boljš kot lani. Verjetno vam zato sploh ne raba razlaga, da bosta ta telefona brez problemov shendlala vse, kar jim boste vrgli pod roke. Plus, kot sva že rekla, zaradi nove parne komore in aluminijasti šasije se toplota bolj enakomerno razporedi po obeh telefonih, ki se tako še manj pregrevata od svojih predhodnikov. Kar pomeni, da višji performance bo trajal dlje časa, pa tudi, da bodo na dolgi rok komponente v njima dlje cajta zdržale, sploh baterija, čip, tako da boste telefona lahko dlje cajta uporabljali, preden ju boste rabili zamenjati z novejšimi modeli. Ampak valjda ta video gledate zato, da vam podrobno opiševa vse v povezavi z najpomembnejšima funkcijama. Apple inteligenco in kamera kontrolom. Če niste, to je bil to malo neumen hejt. Obe dve stvari sta še zmer, ali pa večinoma neizkoriščeni, neizpiljeni, neobdelani, ali pa karkoli vmes, tako da sploh ne mislila dajati fokusa na to, ker ga, to je najbolj ironično, tudi Apple ni dal. Razen to, da so pri AI zdaj začeli sodelovati z Googlom, kot vsi ostali telefoni. Ampak, če smo že pri Camera Control, je to nekako ful dobro izhodišče, da obdelamo še zadnjo veliko temo pri teh dveh telefonih, in to so kamere, ki so najbolj pro od vseh stvari na teh dveh telefonih. Najprej deva na hitro omeniti nov selfie senzor, ki je kvadraten, kar pomeni, da lahko delate navpične ali pa vodoravne selfije, brez da bi rabili obračati telefon, lahko sam pritisnete na gumb ali pa pustite, da telefon avtomatsko spremeni orientacijo, če pride v kader več ljudi. Selfie kamero in njene zmogljivosti so podrobno opisala že v videu 17, sta bila ful navdušena, tako da res si ga dajte pogledati za več podrobnosti glede tega. Lahko pa poveva, da je Apple letos pri selfie kameri dvignil resolucijo iz 12 na 18 megapikslov, zaradi česar so selfiji bolj ostri in imajo res lepe naravne barve, z novim senzorjem pa so tudi izboljšali stabilizacijo selfie videa ter dodali funkcionalnost Center Stage. Sicer pa imata 17 Pro modela na hrbtu 3 kamere, ki so vse velikosti 48 megapikslov in prav ta dodatna telefoto kamera je največja razlika napram obični 17. Pri tej kameri je tudi najbolj napredek napram 16 Pro modelom, se je šel Apple iz telefoto kamere s 5-kratnim optičnim zoomom z 12 megapikslov na novo, ki ima sicer sam 4-kratni optični zoom, a ima senzor s kar 48 megapikslov. In kot je pričakovano po povedanem, je razlika kar opazna. Sploh, ko greste slikati z 8-kratnim digitalnim zoomom in več. Fotke so nekje do 15-kratni zoom še precej uporabne, ko pa se približate do maksimalnega 40-kratnega zooma, pa načeloma v večini primerov razpadejo, ker nimajo toliko pomoči AI kot pri Android telefonih. Sploh v temi oziroma v nočni svetlobi so kar precej neuporabne, če vsem pa so dosti boljše kot lani. To pa so, ja. Ker pa slikate tja do 8-kratnega zooma, so pa fotke tudi v nočnih razmerah presenetljivo super. Tako kamere na 17 Pro modelih so še zmeraj zelo zanesljive, z res lepimi naravnimi barvami in tudi barvna znanost se razlikuje med kamerami. Tako da ni skrbi, da slikate z ultrawide glavno ali pa telefoto kamero, fotke bodo vse ratale super. Drži. Pa če slikate po dnev ali pa po noč. Torej, te kamere bodo načeloma všečne tako za obične uporabnike, ki so navajeni iPhone slik, kot za profije, ki z njimi ustvarjajo vsebino. Morate povedati, da tudi Proja včasih še zmeraj malo preveč posvetlita sence in tudi pike oziroma odseve, ki jih oddajo svetlobna telesa, sploh po noč, še zmeraj včasih ne znata najbolj handlati. Sploh se pa to opaz pri videih, kar je neverjetno, kot vidite, glede na to, koliko časa vsi že opozarjamo na to. Leta in leta to že opozarjamo. Telefon tudi nima podpore za 8K video, čeprav ima konkurenca skozi bolj pogosto. Imata pa podporo za ProRes in ProRes RAW video posnetke, sam se pa morate zavedati, da vam bodo vzeli komad.
Komad placa. Recimo, minuta posnetega videa v srednjem formatu požre kar 6 gigabajtov notranjega polnilnika, kar je res veliko podatkov. Ampak ja, video od iPhona je še zmeraj najboljši v industriji. Noben drug telefon tako lepo ne preklaplja med objektivi, nima toliko poenotenih barv, stabilizacija je top, mikrofoni so top, pač to so najboljše kamere za video na telefonih in pri Projih so še toliko boljše. Tako da na koncu se vrne na vprašanje. A sta iPhone 17 Pro in 17 Pro Max vredna svojega keša? In odgovor je simpel. Ja. Če ste profi oziroma ustvarjalci vsebin na visokem nivoju, ki jo boste izkoristili na polno. Če pa to niste, pa je odgovor bolj ne, ker je pol obična 17 še zmeraj najbolj primerna in najbolj smotrna izbira za vas, ker za ugodnejšo ceno ponudi 90% tistega, kar imate oba ponudila. 17 ima eno kamero manj in mislim, da telefotokamera za povprečnega uporabnika ni stvar, za katero bi jokal in jo lahko pogreši. Potem sta 17 Pro modela boljša še v tistih parih lastnostih, ki so jih opisala čez video, česar pa kot obični uporabniki verjetno sploh ne boste opazili. Torej 17 Pro in Pro Max sta vrhunska fona. To ni dvoma. Sam za običen folk sta po moje res overkill. Že po ceni sta bliže oziroma celo dražja od dobrih laptopov. In če res z njima ne mislite kar drugega delati, kot se kurčiti, pol res ne vidva smisla, da jih priporočamo vsakmu Janezi pa Mariji tam naokoli. Na vas. Če pa si Stefan ali pa Isabela in profesionalen fotograf, snemalc, pa hkrati še influencer in imaš skrit hobi, da zraven še gamer hockey, to je zelo zanimiv, da imaš vsaj malo cajta. Pol pa je to eden izmed teh 17 Pro modelov točen zate. Ker v opisanem primeru imaš ziher tudi dosti keša, da boš po noč brez težav spal, če si jo prvošaš, ker veš, da tak telefon dejansko rabiš. Ampak ne glede na to, kdo si, te 17 Pro in Pro Max ne boste razočarala. To sigurno ne. Definitivno ne. In to je to, kar sem imela zapovedati o teh dveh telefonih. Upava še, da kmalu dobiva tudi Era in da nam pri tem bo tudi pomagal Telekom Slovenije, ki nam je prijazno posodil že tele dva telefona in kjer jih lahko tudi kupite. Telekom Slovenija, res hvala, cari ste. Tukaj ste cari tudi vi, dragi gledalki in gledalci, ki ste na jo danes gledali. Tudi vam hvala, video se za danes od vas poslavljava in se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!